Dan najboljše prakse 2013 je že drugo leto zapored pripravila sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav pri GZS, Združenju elektro in elektroindustrije. Konferenca predstavlja najboljše prakse na področju stalnih izboljšav v slovenskih podjetjih, obenem pa je tudi promocija prizadevanj za operativno in poslovno odličnost v organizacijah, podjetjih in ustanovah. O spodbujanju kulture inovativnosti v malem gospodarstvu je prvi dan uvodoma spregovorila Marta Turk iz GZS Zbornice Osrednje slovenske regije. Sledilo je predavanje Bojana Šinkovca o lovu na izgube in njihovem sistematičnem obvladovanju z metodami nenehnega napredovanja. Kaj je metoda TPM, za kakšen tip podjetja je najprimernejša, veliko, srednje, majhno recimo? Ja, TPM je dejansko že preizkušena metoda iz leta 1970, japonska metoda. Namenjena predvsem vsakdo izhaja iz kratice, Total Productive Maintenance, celovito produktivno vzdrževanje, ampak ni čist res. Dejansko je metoda namenjena proizvodnji učinkovitosti, to se pravi izkoristek strojev, proizvodne opreme, želimo z njo zagotoviti na optimalen način. Zdaj, sama struktura je dokaj zahtevna, ampak v manjši meri je primerna tudi za manjša podjetja. Se pravi, tudi v vsakdanjem življenju, bi rekel, so določeni pristopi, koristni, uporabni. Stvar je edino v tem, da pač se ukvarjamo z to učinkovitostjo na strukturalen način. In metoda TPM je izdelana metoda in obstaja. To je pomembno. Kaj želimo z njo doseči? No, to se pravi, mi smo pred časom govorili predvsem storilnost ali učinkovitost optimalna proizvodnih linij, zdaj pa je zadeva že nekoliko razširjena, se pravi, dejansko gre za performance, izraz, ki je dejansko še niti ni poslovenjen, ampak želimo maksimalno izkoristiti proizvodna sredstva, maksimalno učinkovitost po najnižjih stroških z najmanj potrat. Kdo jo v podjetju vodi in kdo jo izvaja? Kar se tiče vodenja, izhaja ne iz vzdrževanja, ampak tako je bilo prvotni pristopi, dejansko za vodenje skrbi top management in jo izvaja praktično celo podjetje, od operaterja za strojem, tehnologije vzdrževanja, terciarne službe kot sam management. Imate morda kakšne podatke, koliko je ta metoda v Sloveniji že razširjena? Ja, metoda ni nova, je kar že ima neko tradicijo tudi v Sloveniji. Razširjenost bi rekel, da je kar, tudi lansko leto, če lahko menim, smo začeli z organiziranjem preko Društva vzdrževalcev Slovenije z organiziranjem mreženja TPM in namen je ravno spoznavati to metodo, širiti dobro prakso med podjetji, vključevati podjetja, izmenjevati izkušnje, ker res je, imamo v Sloveniji praktično pretežno manjša podjetja in si ne more privoščiti lastne izmenjave izkušenj. Namen mreže je pa ravno to, da sploh vidimo, koliko je te prakse v Sloveniji, kako solidni smo v praksi in pač prenašati te izkušnje. Vaše podjetje pa ponuja tudi izobraževanja? Tudi na področju TPM, trenutno najbolj aktualna je TPM Akademija, kjer želimo dejansko zelo podrobno predstaviti metodo in tudi izkušnje, dolgoletne izkušnje na tem področju. Vitka igra doktorja Petra Metlikoviča je s simulacijo proizvodnje tiskanih vezij nazorno prikazala razliko med klasičnim in vitkim načinom proizvodnje. Na današnji delavnici ste primerjali klasični in vitki način proizvodnje. V enem so vsi delali, pa je bilo bolj malo narejeno, v drugem so vsi delali, pa je bilo veliko narejeno. Kaj bi vi kot strokovnjak zdaj na kratko rekli, v čem je razlika in kje so prednosti vitke proizvodnje in zakaj? Vitka proizvodnja se je enostavno izkazala kot zelo učinkovit princip, ki se uvaja na veliko področjih. Vlade jih uvajajo, medicina jih uvaja, industrija že dolgo časa uveljavljena. Gre za to, da če se stavimo proces tako, da vsak lahko naredi svoje prav, potem dobimo najboljši produkt ob najnižji ceni. In obratno, če imamo oddelke in procese razstavljene, raztreščene in sodelovanje ni definirano, dobimo ogromno nekih naporov, pa zelo malo produkta. Imate kakšne podatke, koliko je tega že v Sloveniji?
Torej, v Sloveniji predvsem multinacionalke to zadevo zelo močno uvajajo. Recimo, jaz sem z Goodyra prišel, ko smo začeli leta 1998, potem v prejšnjem desetletju je veliko multinacionalk, ki zdaj že dejansko dopolnjujejo in nadgrajujejo, ne. In zdaj dobra praksa je očitna in tudi večje slovenska podjetja se tega lotevajo in tudi srednja, ne. Tako da se veselimo, da bojo dobri principi kot dobra praksa se lahko prenašali. Se pravi, je primerno tudi za manjša podjetja, recimo? Absolutno je primerno. Recimo delal sem organizacijo v gradbenem podjetju s 25 zaposlenimi, zelo dobri rezultati in ljudje so zadevo posvojili, ker vidijo, da je lažje delo, ne. Milan Bavec je predstavil vlogo in pomen vizualizacije in delovnih skupin pri procesih nenehnih izboljšav. Uvajanje procesov nenehnih izboljšav, vitke, proizvodnje in tako naprej je za eno klasično podjetje, tako v narekovajih rečeno, a ne kar velik šok. Treba je ogromen izobraževanja, sprememb mišljenja vseh zaposlenih, predvsem pa vodstvenih kadrov. In tukaj se postavlja vprašanje, kako sploh to v eno podjetje, ki si lahko predstavljate, recimo, da je par sto ljudi ali pa par tisoč ljudi, kako sploh to implementirati, kako začeti celo stvar. A ne? In tukaj je zelo, dobrodošla ideja delovnih skupin, kjer se podjetje pravzaprav razbije na majhne skupine, ki imajo svoje cilje, svoje proizvode, svoje storitve in tako naprej, in da se potem izobrazi vodje teh skupin, da vse te nova znanja in nove zahteve nekje se naučijo in tudi prenašajo na vse zaposlene, tako da pride do ene mreže vseh zaposlenih, ki so seznanjeni s tem. In potem po nekem vrstnem redu, usvajajo ta nova znanja. Predvsem je pa važno tako, da so te delovne skupine naj bi postale neka mala podjetja. Zato tudi se reče v nekih podjetjih mini kompanije pa mini družbe, kjer pravzaprav začnejo delati kot malo podjetje, to se pravi s svojimi ciljimi, svojim budžetom, svojim plani in svojim stalnim izboljševanjem. Recimo, kar je zelo težko doseči v enem podjetju, kar na začetku izredno težavno. Ne. No, druga stvar je pa vizualizacija. Vizualizacija je pa ta, da recimo, že se v podjetjih ali pa v katerikoli skupnosti skriva napake, da se jih pomede pod preprogo, da ljudje niso seznanjeni s procesi, ki potekajo in tako naprej. Se pri tem vstopu v vitko proizvodnjo ali pa proces nenehnih izboljšav je nekje pravilo, da se vse napake obelodanijo, ker le jasne napake, ki so potem lahko predmet reševanja in izboljševanja. Zato praktično v vseh procesih, v vseh dogajanjih, ki so v podjetju, se želi uvesti vizualizacijo. To so lahko informacijske table, semafori, vse zadeve, ki pravzaprav dotikajo vse procese, ki so v podjetju, in vse stvari, ki se dogajajo po podjetju, se jih nese table in jih potem skupaj, recimo te male družbe ali pa te mini skupine zavestno uresničujejo ali pa rešujejo vsakoletno ali kakorkoli so pač domenjeni. Drugi dan je bil namenjen predvsem predstavitvi praks nenehnih izboljšav v podjetjih. Klaus Holeček, generalni izvršni direktor skupine Udelo, je predstavil podjetje Udelo Slovenija, ki je prav pod njegovim vodstvom upeljalo tako imenovano Lean kulturo, za kar je pred kratkim prejel prestižno evropsko nagrado Automotive Lean Production Award. So, Mr. Holeček, first of all, congratulations for the 2013 Automotive Award, Lean Production Award. What does this award mean to you personally and to your company? For the companies, just the information, we're on a good level. Yeah, we have achieved our targets in the last couple of years, and that give them some visual commitment. So, but we're still on the way to come in the top level. So I'm sure it's not the last one, but it gives us always a good feeling. Yeah, if you have an award, you have something done, somebody was behind, measured that one, and you got like a pokal by football or something like that.
You said top lights for top cars. Now, what were your past challenges in Slovenia and what are your future goals here? From the production side, we have the right size now. We will not grow. We will be in the level by 120, 130 million turnover. The challenge is always the same. To get new business, you have to be in a good condition about the cost, quality and time management. So this is the reason why we do lean. To have the next generation of Mercedes S-Class. We have it now, but we will take them also in the future. So for that one, we are working very hard, but the company will not grow more as we have at the moment. Yesterday we heard here also that lean production actually means lean culture. What do the employees mean to you in this way? They have to understand what is waste, muda. They must see just what the customer pays for us. That will be for us the target. Everything what they not pay, we cannot do. So this is the waste side. So that means we have to be very strict in our work. To follow very short way, good quality. The handling just what the customer will pay. That's what we can do. And the rest by side is that what we think is to have to be lean, schlank without them. So the people understand what we are doing. We train them. We train them from the beginning on what means lean in general as a culture. So they understand the 7 wastes, what they have to reduce. Do you feel the crisis in Europe, in Slovenia? Actually, we have the right products. We produce for BMW, Mercedes, Audi, VW, so we feel not a crisis by us. We have the right portfolio in our production. In general, we know others have maybe more problems, but for us not. Not in Slovenia, not in our plant. S predavanji o pristopih, sistemih in orodjih za nenehne izboljšave ter strategijah uvajanja nenehnih izboljšav so se predstavila podjetja Ateh, BSH hišni aparati, Darja Sušnik izobraževanje in svetovanje, Domel, Emo orodjarna, Iskra mehanizmi, Letrika, Lotrič meroslovje, pogodbeno svetovanje preko HTML, Polikom in TPV Novo mesto. Dvodnevni dogodek se je zaključil z okroglo mizo in podelitvijo nagrade za najboljšo prakso. Nagrado je podelilo podjetje Demetra Linway, prejelo jo je podjetje Iskra mehanizmi iz Lipnice. V imenu podjetja jo je prevzel Franc Justin, ki je njihov dosežek tudi predstavil na konferenci. Jaz sem imel prispevek iz področja Iskre mehanizmov, iz podjetja, in sicer v letu 2010 smo uvajali novo metodo, katero je naš večinski kupec Philips ali pa glavni kupec Philips nam priporočil, in to je uvedba vitke proizvodnje. Upeljali smo en sistem, ki nam ga je angleška firma ali pa predstavniki firme predstavil s 14-dnevnim izobraževanjem. Pridobili smo tako 10 inštruktorjev, ki so to metodo potem kasneje tudi uvajali na ostale nivoje vodenja malih enot v proizvodnji, in pa potem smo na podlagi teh uvedb tudi spremljali rezultate in ugotovili, da lahko z vitko proizvodnjo optimiramo procese in tudi tisto, kar je bil prvotni namen, pocenimo stroške dela. Kasneje smo na večjih linijah, na večjih izdelkah te metode upeljali kot primer dobre prakse. Dosegli smo od 40 do 60% prihranka na času, zmanjšanja časa dela glede na obstoječe koncepte, ki smo jih prej uvajali. S tem smo tudi nekje dosegli cilje, ki smo si jih zastavljali, obenem pa obdržali našega glavnega kupca, ker njegova zahteva je bila, da bi zmanjšali stroške proizvodnega dela za 30%. Na ta način smo pač te dobre izobraževanja in pa primere tudi uvedli v proizvodnjo, obenem pa vsem zaposlenim
dali eno možnost, da pristopijo k reševanju teh drobnih problemov, izboljšanju njihovega delovnega okolja in možnosti prijavljanja kaznov, drobnih izboljšav, ki jih lahko tudi sami potem sprovedejo v prakso. Zato so tudi primerno nagrajeni in uvedli smo še neko tekmovanje med temi mini družbami, tako da vsako leto na koncu leta razglasimo najbolj uspešno mini družbo v proizvodnji, ki je dala največ koristnih predlogov. Konference so se udeležili tako strokovnjaki, ki se v podjetjih ukvarjajo s procesi nenehnih izboljšav in inovativnostjo, kot tudi vodstveni in vodilni delavci. Moji prvi vtisi na tej konferenci so zelo prijetni, kajti vse informacije, kar se tiče najboljših praks, ki so trenutno v Sloveniji, lahko dobimo na enem mestu. V primerjavi z lanskim letom se mi zdi zanimivo, premaknila oziroma podaljšala se za 2 dni. To se pravi, v teh 2 dneh bomo pregledali več tem. Kot en, bom rekel, zaključek tega današnjega dne se mi pa zelo dopade ta delavnica, bom rekel, neka model delavnice, tovarne, če tako rečemo, kjer smo z zelo enostavno metodo videli, kako lahko nek klasični proces za zelo veliko zastoja, zelo veliko transporta premaknemo oziroma pretransformiramo v eno delavnico oziroma v neko proizvodnjo, ki je z par ljudmi lahko zadostimo vsem našim potrebam v procesu. In kako so bili z dogodkom zadovoljni organizatorji? Zelo sem zadovoljna. Res je še en dodaten napredek od lani, tudi nekako prepoznavnost je že postaja večja in upam, da smo na poti, to, kar je bila tudi ideja od začetku, da res združujemo slovenske prakse, si izmenjujemo, delimo mnenja in tukaj poskušamo res narediti en korak, en prispevek na družbeni odgovornosti, pri kateri bomo vsi nekaj in veliko dobili. V 2 dneh se je tega dogodka udeležilo več kot 80 udeležencev, tako da lahko rečemo, da je dogodek uspel, tako po organizacijski kot vsebinski plati. To so pokazale tudi ankete, ki smo jih oba dneva razdelili in kjer so udeleženci pokazali, da so bila predavanja zanimiva, pa tudi ta animacijski program, ki je bil spremljajoč, je bil za njih izredno zanimiv. In kaj je končno sporočilo dneva najboljše prakse 2013 sekcije uporabnikov sistemov stalnih izboljšav? Vsak dan, v vsakem pogledu vse bolj napredujemo. Kila siku katika mambo yote nimekuwa nikipata ubora. 每天在各方面都越来越好。